Okay. Pozdravljeni, gospod Najdič, gospa Najdič. Dober dan, dobrodošli. Nahajamo se v kolekcijskem nasadu jedilnih sort trte pod vznožjem Šmarne gore. Gospod Najdič, vi ste zbiratelj že vrsto let. Nam mogoče zaupate, kakšne sorte pravzaprav jedilne gojite v vašem vinogradu? V glavnem gojimo interspecifične sorte, kiwi sorte. To so sorte, ki so odporne na glivične bolezni. Odpornost je približno taka, kot pri jurki ali pa izabeli. Trgatev se v vinogradu pod Šmarno goro prične že v začetku poletja. Za preprečevanje škode ptic se trta omreži, nekaj škode naredijo tudi ose, pridelka pa je za vse dovolj. Prve zgodne sorte dozorijo v juniju in juliju, dozorevanje se nadaljuje v avgust in september, tako je domačega jedilnega grozdja dovolj za celo poletje, trgatev poznih sort pa se opravi tudi v oktobru in začetku novembra. Za rez in trgatev jedilnih sort grozdja smo uporabili fiskar škarje, ki so zelo priročne, omogočajo lahko rez, sam jih zelo veliko uporabljam pri rezi sadnega drevja v spomladanskem in poletnem času. Z njimi lahko režemo tudi vrtnice, dišavnice, začimbe. Fiskar škarje so dejansko najlažje škarje na tržišču, omogočajo visoko, učinkovito rez, ki je gladka in zanesljiva. Sam ročaj je vzdržljiv, primeren tako za levičarje kot tudi desničarje. Nakup dobrih škarij se dejansko obrestuje, saj v osnovni oskrbi zdržijo tudi desetletje in več. Zakoncema Najdič so najbolj pri srcu jedilne sorte grozdja. Po barvi plodov jih ločijo na rumene, bele, rdeče in modre sorte. Sorte v zbirateljskem nasadu so brez špečk in s peškami, z velikimi jagodami in majhnimi jagodami. Gospa Najdič pravi, da v nasadu vsak presega na svoje najljubše sorte, tako imata oba zakonca posajene svoje trte in svojo zbirko najboljših sort. Kakšno je pa rez, ki upravite v vinogradu v tistem zgodnem spomladanskem času? Kako režete vašo trto? V glavnem trto režem, če ni treba, na šparone. En šparon, dva šparona, glede na to, kako nadaleč so v vrsti posajene trte. Če dosti prostora, potem dva šparona, če malo prostora, en šparon. Gospod Najdič spomladi opravi tudi rez na čepe in reznike, pri tem pazi, da poganjki niso pregosti. V poletnem času skrbi tudi za zeleno rez, ki omogoča boljše dozorevanje plodov. Listi po taki rezi pa so tudi bolje osončeni in se hitro posušijo.